Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Kot posameznik zaupajte Bogu, da ima On načrt za vas in ta načrt ni podoben nobenemu drugemu. Bog ve, kaj dela, On ve, kaj dela in ima načrt. On ima svoje razloge, On ne dela slabih stvari, ampak lahko spremeni slabe stvari v dobre, če mu le zaupate, da lahko to stori. Danes vam hočem govoriti o tem, kaj storiti, ko so vas prizadeli. Hočem vam povedati, česa ne delajte, ko so vas prizadeli. Kajti, ko vas zares boli, morate biti zelo disciplinirani in se obvladati, da storite to, kar veste, da morate storiti. Tako ne delate in ne govorite samo tega, kar čutite, kar bi radi delali ali govorili. V sedanjem trenutku se zdi življenje brez discipline v veselje, vendar pa se kasneje izkaže in prinaša sadove pravičnosti v miru tem, ki so po njej živeli. Samo obvladovanje pomeni, da obvladamo sami sebe. Tega ne moremo storiti brez Božje pomoči. On nam je že dal milost, da to lahko storimo. Bog nam nikoli ne ukaže delati nekaj, za kar nam poprej ni dal milosti. Karkoli vidite v Božji besedi, da bi morali storiti, ste za to že prejeli milost. Vse, kar morate storiti, je, da rečete, Bog, pomagaj mi. Danes hočem podati stališče, ki ga bom nekajkrat ponovila. Če si ne boste zapomnili nič drugega, kar vam danes tukaj v Atlanti pravim, si prosim zapomnite to. Če se naučite delati prave stvari tedaj, ko trpite in jih delate dovolj časa, potem ni hudiča v peklu, ki bi vas pregnal iz palače. Vendar pa se moramo naučiti delati to, kar je prav, ko nas boli. Moramo se naučiti delati to, kar je prav, ko čutimo drugače. Moramo se naučiti delati to, kar je prav, ko nam drugi delajo to, kar ni prav. Veste, da moramo včasih dolgo časa ravnati z nekom prav, da začnejo oni z nami ravnati na pravi način. Naučite se prav ravnati med tem, ko trpite. Pravzaprav, naj vam nekaj povem in zveni takole. Ko trpimo, moramo ravnati tako, kot da nas ne bi nič bolelo. V svojem življenju moramo ravnati tako, kot da bi šlo natančno tako, kot smo sami hoteli. Dajte no. Niste preveč navdušeni nad tem. Ne morem pomagati. Ja, seveda lahko. Seveda lahko. Veste, da sem se pred mnogimi leti naučila tega, kar lahko storim, če le hočem. Neverjetno je, kar lahko storimo, če samo hočemo. Pred leti, ko sem imela še majhne otroke in sem bila še tako zmedena, sem se zelo hitro razjezila za stvari, ki niso imele nič opraviti z otroki. Razočarana sem bila nad vsakim njihovim dejanjem in če so delali nered, sem se skoraj razpočila. Takoj pospravi ta nered. Nato sem se seveda počutila slabo in sem si rekla, ne morem pomagati, razjezim se, ker imam toliko problemov in se pri tem ne morem pomagati. Nekoč mi je Bog pokazal svojo vizijo. Šla sem v cerkev in duhovnik mi je bil kar všeč. Veste, da sem si želela, da mi je duhovnik naklonjen. In od časa do časa mi je dopustil, da sem lahko predavala. Zelo sem si želela, da mi je naklonjen, ker je imel moč, da je lahko zame odprl neka vrata. Imela sem vizijo, da sem doma vsaj iz sebe, on pa pozvoni na vhodnih vratih. Naj vam nekaj povem. Tako hitro bi nehala s tem, da še sami otroci ne bi nič vedeli o tem. Vem, kaj bi storila. Odšla bi k vratom, jih odprla in rekla, Gospod, hvaljen bodi Jezus Kristus. Slava Bogu. Tako vesela sem, da ste se oglasili pri nas. Seveda, otroci igrajo se v svojih sobah, moji ljubki otročički. Sedaj veste, kaj sem se zares naučila iz tega. Nekaj vam povem. Če je v naši bližini nekdo, na katerega hočemo narediti vtis, dajte no, ali bi pred menoj storili nekatere stvari, ki jih delate doma za zaprtimi vrati? Ne. Najverjetno je, koliko samokontrole bi naenkrat lahko uporabili in v tem tudi delovali.
Mi moramo obvladati svoje obnašanje in prevzeti odgovornost za to. Nehajte se obnašati kot ne morem si pomagati, ne morem se kontrolirati. Bog vam je dal sadove. Ti so v nas in to pomoči Svetega Duha. Mi imamo sadove samoobvladovanja in lahko delujemo v njem, če zares hočemo. Bolečina lahko usmerja naše obnašanje, če nismo dovolj pozorni. Tukaj imam 12 točk, ki vam jih bom podala. Mislim, da jih lahko sprejmete. Prvič, ko vas kdo rani, se ne odzivajte z vso besnostjo v povračilnem napadu. Ponavadi ne priznamo nobene meje v svojem življenju, ko smo ranjeni. Hvaljen bodi Bog, vendar jaz bom storil, kar me je volja. Dajte no, pridobili si boste naslednje. Pojedel bom vse, kar si želim. Ali vam bo to kaj koristilo? Pridobili boste na teži in že jutri se boste jezili sami nase. Tako ne spravite hudiča nazaj, to vam ne pomaga, da zlezete iz jame. Tako le poglabljate jamo. Dobro, kupil si bom vse, kar si želim kupiti. Rekel bom vse, kar hočem reči. Obnašal se bom tako, kot hočem. In nič me ne zanima, če je komu to všeč ali ne, kajti jaz sem neumen. Dajte no, ali mi sledite? Če lahko obvladamo svoj jezik, ko smo ranjeni. Ali je sedaj kdo, ki prenaša bolečino? Če uspemo kontrolirati svoj jezik, ko smo ranjeni, ne govorimo, kako se počutimo, ampak izrečemo to, kar bi Bog hotel, da rečemo, naj se kdo zahvali. Ko ste na tem, da bi izbruhnili, pa se namesto tega zahvalite Bogu za nekaj. Hvala ti, Bog. Hvala ti, Bog, da si tako dober do mene. Hvala ti, Bog, da ti lahko zaupam. Zaupam ti, da boš ti prevzel ta problem. Hvala ti, Bog. Hvala ti, Bog. Drugič, ne povlecite se nazaj, ne skrivajte se, da ste čemirni in si ugajate zaradi užaljenosti. Na to postanete samo depresivni. Ker ste v jarku in to je še samo en jarek poleg prvega jarka. Koliko let sem posedala naokrog in se smilila sama sebi. Kakšna škoda časa in energije. Končno mi je Bog povedal, lahko se smiliš sama sebi, lahko pa si mogočna v sebi, vendar pa ne moreš biti oboje istočasno. To vam hočem povedati nocoj. Če hočete kdaj stopiti v palačo, se ne morete samo pomilovati. Ena stvar je, ki nam lahko pomaga, da se zavemo, da nismo edina oseba na svetu, ki trpi. Lahko vam zagotovim, da ni pomembno, kaj prenašate. Je še nekdo, ki preživlja hujše stvari, ki jih preživljate sedaj vi. Mislim, da je to čista resnica. Nič dobrega vam ne stori, če se samo pomilujete. Tretjič, ne verjemite lažem, da vas Bog kaznuje za grehe, ki ste jih storili kdaj prej v življenju. Joj. No, mislim, da je to kazen za splav, ki sem ga storila pred 20 leti. Vem, da je to kazen, ker sem bila nekoč prostitutka. Kakšen nesmisel. Bog ne deluje na tak način. Ko nam Bog odpusti, in to storite daj, ko ga prosimo za to, pravi Sveto pismo, da se ne spominja več naših grehov. Kakor sem vam že rekla, nehajte prihajati k Bogu in javkati o stvarih, ki jih je On že zdavnaj pozabil. Ne spominjajte se tega, kar je Bog že pozabil in ne dopustite, da vam hudič laže na tak način. Bog se jezi name in me kaznuje na tak način, veš, nikoli ne bom mogla priti čez stvari, ki sem jih v svojem življenju naredila narobe. Četrtič, ne krivite Boga in ne jezite se nanj. Veste, to bo zvenelo nekoliko čudno, vendar so ljudje, pa čeprav ste vi prišli s tem, ki so nekoliko jezni na Boga. Samo malo. Vi ste nekako takole... Dobro, Bog, ne vem, če ti lahko zaupam ali ti ne morem zaupati. Nekaj vam bom povedala. Ne moreš zaupati Bogu, da ti da vse, kar ti hočeš.
vendar pa lahko zaupaš Bogu, da ti da najboljše, kar ima pripravljeno za vas. Naše razočaranje ne pride od Boga. Razočarani smo zato, ker hočemo, da nam Bog da to, kar mi hočemo. Ko pa ne dobimo tega, kar hočemo, smo užaljeni na Boga, ker ni deloval po naših načrtih. Ne jezite se na Boga. On je edina oseba, ki vam lahko pomaga. In ne krivite Boga za vaše težave. 5. Ko trpite, ne obupajte in si ne mislite, da ni izhoda za vas. Niti ne pomislite na to, da nimate izhoda, kajti Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, razen po meni. 6. Ne sprejmite krivice na pasiven način, ampak se borite. Borite se na ta način, ki ga hudič sovraži. Poslušajte to. Ko ste v prehodnem obdobju in tako zelo trpite, da čutite, da ne morete tega več prenašati, potem namesto, da posedate okrog in se smilite sami sebi in ste slabe volje, storite vsako dobro delo, ki ga zmorete. Po možnosti storite to za toliko ljudi, kolikor zmorete in tako pogosto, kot zmorete. Nobenega drugega načina ni, da premagate hudiča in ga napravite za res bednega. Koliko izmed vas hoče, da dobite od hudiča nazaj to, kar vam je storil? Edini način, da lahko to storite, je, da opravite toliko dobrega, kot ga sploh zmorete. Edini način, da premagate hudo, je, da delate dobro. Vsakič, ko pomagam človeškemu bitju, prisolim klofutu hudiču za vse, kar mi je storil v mojem otroštvu. Veste, da ne boste uklonili hudiča, če boste sovražili vsakega, ki vas je ranil. Ne boste ga uklonili, če se boste jezili in boste večino časa porabili za to, da se boste smilili sami sebi. Ne boste ga ukrotili, če boste ljubosumni na vsakega, ki ni imel teh izkušenj, ki jih sedaj vi prestajate. Zaupajte Bogu, da ima On načrt za vaše življenje. Ta načrt ni podoben kakšnemu drugemu načrtu, kajti Bog ve, kaj dela. On dela stvari z namenom in z razlogom. Bog ne dela slabih stvari, vendar pa lahko naredi dobre stvari iz slabih. Zaupajte to. To je vaša zmaga. Dajmo Bogu slavo. Nekaj praktičnih nasvetov, ki so po mojem mnenju zelo pomembni. Danes se dogajajo stvari, ki me jezijo. In izgubili smo nekatere principe, ki so nekoč v naših življenjih so bili zelo pomembni in so še vedno pomembni, vendar pa se zdi, da niso več tako pomembni mnogim drugim ljudem. 7. Ko trpite, ohranite svoje obljube. Držite svojo besedo. Naredite to, kar ste rekli ljudem, da boste storili. Če ste rekli, da boste varovali otroke od cerkvi, pa imate slab teden, in ko ste vstali, se niste počutili najbolje, za varstvo je potrebno, da greste. V tistem trenutku morate reči, nikakor ne bom prelomil svoje obljube. Ni potrebno, da se počutim tako, da bi držal svojo besedo. Tako utrujena sem od ljudi, ki ne storijo tega, kar so rekli, da bodo storili. Poklical te bom nazaj, na to pa ne slišiš nič od njih. Seveda lahko računaš name, na to se ne prikažejo. Dogovorite se za srečanje in si vzamete dopust, da jih pričakate doma, oni pa se sploh ne prikažejo, ne pokličejo nič. Nekaj je prišlo vmes. A vam lahko nekaj povem? Iskreno vam povem, da je to največji problem današnje družbe. Mi bi si morali zopet pridobiti čast. Morali bi biti dostojanstveni ljudje, ki vedo, kaj je prav in delajo to, kar je prav. Mi ne delamo tega, kar je prav, samo zato, ker se počutimo, da tako delujemo. Delujemo pravilno. Ne naveličajmo se in nikar se ne utrudimo, ko upravljamo vzvišena dejanja in delamo dobro. Kajti, če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Galačanom 6:9. Ne naveličajte se delati tega, kar je prav. Ali boste napravili danes odločitev, da boste držali svojo besedo? Preden sklenete roke, dobro premislite, kaj izrekate. Včasih smo rekli, da bomo storili neko stvar, pa jo je čisto nemogoče opraviti, vendar vse pokličemo po telefonu.
in povemo ljudem, kaj se je zgodilo. Ne delajte kakšnih poceni izgovorov. Če kakšen način, ko to upravite, to napravite. Če pa zares ne morete, vsaj telefonirajte. Veste, da mi boste morali odpustiti za nekaj minut, vendar jaz sem tako naveličena takšnih stvari. Nikakor se ne morem razumeti z ljudmi, ki ne držijo svoje besede. Bog drži besedo. On drži besedo. On ni nekdo, ki bi lagal. Če Bog pravi, da bo nekaj storil, potem bo to tudi storil. Ker ga mi predstavljamo, bomo tudi mi tako storili. Če kdo, potem bi morali kristjani držati besedo in storiti to, kar rečejo, da bodo storili. Držite se svoje integritete. To je čas, ko oblikujemo osebnost. V tem času postajamo zreli. Veste, da ste zvesti, ko trpite in si mislite, da ne morete več prestajati tega, pa vendar obdržite dano besedo in storite to, kar veste, da bi vam tudi Bog naložil, pa čeprav bi najraje pobegnili in izkričali. Veste, lahko bi pri tem rekli, jaz sedaj duhovno rastem. Jaz rastem. Po takšnem dnevu sem kar en dan bližje do palače. Amen. Vi ne morete iti od jame do jame in potem neposredno do palače. Če ne hodite po prehodnem obdobju, mi vsi moramo hoditi po tem osrednjem obdobju. Vendar vas sprašujem, kako se boste ravnali v sredini? Da vam zares povem resnico, kako se obnašate v tem prehodnem obdobju, vam delno določi čas do cilja. Zato se je potrebno takoj zravnati in delovati prav. Veste kaj? Ko tako gledam nazaj leta in razumem nekatere stvari in ker sem že dolgo let naokrog hodila to potovanje, se želim, da bi vas lahko napolnila vsemi mogočimi preizkušnjami in vas poslala ven. Vendar veste kaj? Nič vam ne bi pomenilo, če sami ne greste skozi vse to. Najboljše, kar lahko storim, je, da vas opogumim in da ne odnehate. Pri tem pa upam, da vam bom razložila vsaj nekaj, kar sedaj prestajate, kajti če veste in se zavedate tega, kar se dogaja, potem boste razumeli, kaj se vam dogaja in po vsej verjetnosti ne boste tako zlahka odnehali in obupali. Rečem vam, če trpite, je to po vsej verjetnosti boljši čas kot katerikoli drugi, da morate ravnati prav. Vsak lahko stori, kar je prav, ko se za to počuti, vendar pa ni veliko ljudi, ki delajo, kar je prav, ko se zdi, da je pri njih vse narobe. Veste, da vam ne pravim, da jaz ne bi imela slabega dneva ali da sem kdaj razočarana, vendar pa veste, da se lahko teh stvari otresete in lahko zelo hitro stopite nazaj k Jezusu, če razumete nevarnost takšnega stanja. Jaz nočem izgubljati še več dni svojega življenja, da bi se tako počutila in se samo pomilovala. Veste, da je bil prerok Daniel takšen človek, ki je obdržal svojo integriteto. Bogu je nekaj obljubil in ko so ga pripeljali v kraljevo palačo, so mu naložili nekaj, kar je bilo v nasprotju s tem, kar je on obljubil Bogu. On je z vso odločnostjo šel, kar ga je skoraj stalo življenja, in izprosil dovoljenje, da je obdržal svoje obljube Bogu. Ko je Jožef bil v Putifarjevi hiši in je Putifarjeva žena hotela imeti z njim spolne odnose, je ostal zvest svoji integriteti kot božji človek in je rekel, ne, tega ne bom storil. Sedaj me poslušajte, ker je on storil, kar je prav, ni dobil takoj plačila. Hočem, da to slišite. On ni prejel plačila takoj. Kar je on dobil, je bilo 13 let zapora. Mogoče si mislite, to ni prav. To ni prav. Veste kaj? Bog ga je imel prav tam, kjer ga je hotel in z razlogom, ki je ohranjen samo zanj. Medtem, ko je bil v zaporu, je naletel na točaja in peka. In njima je razložil sanje, ker je bil božji človek.
Ko pa sta šla nazaj v kraljevo palačo, sta pozabila na Jožefa za dolgo časa. Nato pa je kralj imel sanje in je iskal, kdo bi mu jih lahko razložil. Tedaj se je točaj spomnil Jožefa, da je zmožen razlagati sanje, in kralj je poslal pon. On je bil na pravem mestu v pravem času. Včasih nam ni všeč, kje smo, vendar pa nas Bog postavi na pravo mesto v pravem času in s pravim razlogom. Vse, kar moramo reči, je: Bog, zaupam ti. Dajte no. Ko gledam takole nazaj, veste, ne bom vam povedala podrobnosti, vendar sem doživela situacije, ki sem jih sovražila. Sovražila sem jih. Vsak dan, ko sem se prikazala, sem čutila, kot da bi se mi razlil žolč. Hotela sem tako zelo ven iz tega. Vendar sem vedela, da me Bog še ni osvobodil. Zakaj, Bog, zakaj? Kdaj, Bog, kdaj? Dajte no. Ko je Bog bil pripravljen. Ko je bil pripravljen in so mnoge druge stvari bile na svojem mestu, me je osvobodil in stvari so se začele hitro, zelo hitro razvijati. Nikar ne tecite od nečesa težkega samo zato, ker nočete biti tam. Psalm 91, druga vrstica. Rekel bom Gospodu, moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. Nanj se zanašam, od njega sem odvisen in mu neizmerno zaupam. To bom rekel svojemu Gospodu. Kaj pravite Gospodu, ko ste v težavah? Recite mu na glas: Gospod, vate zaupam. Zaupam ti. Trpim tako, da čutim, kot da ne bom mogla tega prenesti, vendar ti zaupam, Bog, zaupam ti. Sveto pismo pravi o Jezusu, ko je visel na križu, in je zapisano v 1. Petrovem pismu, 2. poglavje, 23. vrstica, da je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. To besedilo sem si prepisala na steno v svoji pisarni. On je vse zaupal Bogu, ki je pravičen sodnik. Bog sodi prizanesljivo. On je Bog pravičnosti. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.